Odbor za podelitev Ehrlichovih priznanj letos že 8. podeljuje priznanja zaslužnim Slovenkam in Slovencem, ki s svojim delom, pogumom, vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo ohranjajo spomin na težke čase slovenske polpretekle zgodovine in so nam v spodbudo, da to dediščino prenašamo naslednjim rodovom. Priznanja se podeljujejo tudi posthumno. V imenu podbora bo priznanja in medalje za predanost in zvestobo slovenskemu narodu izročil gospod Lojze Peterle. Prejemnike prosim, da po prevzemu ostanejo pred odrom za skupno fotografiranje. Frančka Grdadolnik. Ne potuhni se, ko te nekdo potrebuje. Ne govori preveč, stori nekaj. S temi besedami rojaka Vinka Žaklja lahko najbolje orišemo lik današnje nagrajenke Frančke Grdadolnik, Piškove iz Suhega Dola iz župnije Šentjošt nad Horjulom. Starša sta kljub številni družini že od začetka vojne odprla vrata številnim beguncem, ki so v strahu pred Nemci bežali iz Gorenjske. Starejši Frančkin brat je padel kot domobranec, mlajši pa se je ponesrečil pri delu. 4 sestre so se ob koncu vojne pridružile beguncem in odšle na Koroško. Doma je ostala le Frančka, a ne za dolgo. Saj bila že junija 1945 obsojena na smrt s streljanjem, z oznako, da je obveščevalka in sodelavka domobrancev. Prvotna obsodba je bila nato spremenjena na 15-letno zaporno kazen s prisilnim delom in odvzemom političnih in državljanskih pravic. Danes si težko predstavljamo, kaj je takšna kazen pomenila za mlado dekle. Iz pripora v Logatcu je bila pripeljana v Škofove zavode v Šentvid in nato v Kočevje. Tam je z ostalimi zapornicami opravljala težka dela in je že drugič le za las ušla smrti. Naslednja postaja Frančkinega križevega pota je bila kaznilnica v Begunjah na Gorenjskem. Večji del kazni pa je odslužila nagrado Reichenburg, kjer so bile zaprte številne politične zapornice. 9 mesecev je delala kot jetnica na cesti Bratstva in enotnosti. Izpuščena je bila leta 1951, ko je prišla po 6 letih na zdesetkano domačijo in se vsa posvetila delu na njej. Ni si ustvarila družine. Bila je trdna opora Oblakovi domačiji, da je ponovno zaživela. Oprostilno sodbo je doživela šele v samostojni Sloveniji. Brez obsojanja in slabih besed je teklo njeno življenje v predanosti delu, molitvi in zadoščevanju za grehe svojih storilcev, ki so jih hoteli v imenu komunizma odvzeti življenje in dostojanstvo. A ni jim uspelo zlomiti pokončne in pogumne žene, ki je že v mladosti kot telovadka, priorlicah in članica Zveze dekliških krožkov dokazala, kakšna so njena življenjska merila. Živeti v predanosti, poštenosti in zvestobi veri in narodu. Ob njej spoznavamo, po kakšnih ljudeh deluje Božja volja. Za zgled pokončne žene, ki je brez velikih besed premikala gore, smo ji iskreno hvaležni in nanjo ponosni. Vabim njene domače, da prevzamete Ehrlichovo priznanje z medaljo.
Janez Hladnik. Janez Hladnik se je rodil leta 1902 na Petkovcu v župniji Rovte. Po mašniškem posvečenju je bil več let kaplan, nato pa je šel leta 1936 v Argentino, kjer je prevzel skrb za slovenske izseljence. Takoj je začel z aktivnim delom. Uvedel redno nedeljsko mašo za Slovence, organiziral pevski zbor in ustanovil slovensko šolo. Povezoval je Slovence iz različnih delov Argentine in jim nudil duhovno oskrbo. Po koncu druge svetovne vojne se je začelo najodločilnejše obdobje Hladnikovega delovanja v Argentini. Zaradi vojne in komunističnega nasilja je bilo iz Slovenije pregnanih okoli 20 000 Slovencev, ki so si morali poiskati nov prostor pod soncem. Del teh se je usmeril proti Južni Ameriki. Hladnik je začel ukrepati takoj. Dosegel je sprejem pri takratnem argentinskem predsedniku Peronu in uspel, da je 10 000 Slovencev dobilo delo in dom med argentinskim ljudstvom. Beguncem, ki so se zatekli v novo domovino, je pomagal pri urejanju dokumentov, iskanju dela, nakupu zemljišč, vključevanju v skupnost in je zanje ustanovil slovensko vas. Kot urednik revije Duhovno življenje se je izuril v pisateljevanju in napisal spomine z naslovom Od Triglava do Andov. Knjiga je bila na uradnem seznamu prepovedane literature v povojni Jugoslaviji. Leta 2018 je ponovno izšla v samostojni Sloveniji. Zaslužni duhovnik, ki je bil z vsem srcem predan slovenskemu narodu, je brez oklevanja storil vse, kar je bilo potrebno, da je omogočil prihod in nastanitev slovenskih beguncev v Argentini in jim s tem povrnil vero in upanje v novo, boljše in človeka vredno življenje. Dobro ime Slovenije je ponesel daleč preko njenih meja. Janez Hladnik je bil mož, ki je oblikoval slovensko zgodovino. Njegov zgled in srčnost nas opogumljata, da v duhu evangelija ne oklevamo, kadar je človek potreben naše pomoči in da zastavimo svoje ime za blagor sočloveka. Priznanje bo prevzel Ronko Kavčič, Hladnikov nečak, prav tako predan delu za blagor Slovenije. Vabljeni, da prevzamete Erlichovo priznanje z medaljo. Vanja Kržan. Gospa Vanja Kržan že vrsto let išče pričevalce, zbira in zapisuje osebne izkušnje posameznikov in družin, ki jim je skupno to, da so bile žrtve komunistične revolucije. Z njej lastnim sočutnim pristopom ji uspeva pridobiti njihovo zaupanje, da ji razkrijejo svoje boleče spomine, o katerih so morali dolga desetletja molčati in s čimer še danes tvegajo, da bodo naleteli na negativne, celo sovražne odzive. Kaj je spodbudilo, da se je lotila tega zahtevnega dela? Kot pravi sama, je bilo odločilno nedeljsko jesensko popoldne leta 1997, ko je z nedopovedljivimi občutki obstala pred varnimi spominskimi ploščami na ljubljanskih Žalah. Strmela v množico pozlačenih črk, ki so dajale imena pomorjenim žrtvam, ob njih navpični drevored letnic njihove nasilne smrti. Prevzel je napis pisatelja Zorka Simčiča na osrednji plošči. Izrael slovenski, odkupljen zdaj še za ceno svoje krvi. Napisane besede so ji segle v srce. Svoje razmišljanje o ljubljanskih varnih spominskih ploščah je objavila v tedniku Družina.
Sledilo je vabilo gospoda Justina Stanovnika, da bi pisala v revijo Zaveza, za kar mu je še danes hvaležna. Še posebej po njegovi smrti je začutila, da je to postalo del njenega poslanstva. Tako je začela drugega za drugim pisati pričevanja najrazličnejših preizkušenih ljudi, se vživljala v njihovo čutenje in se trudila kar najbolj zvezdo zapisati vse, kar so ji zaupali. Največkrat se je pripoved končala z vzdihom: sploh si ne morete predstavljati, kaj vse smo pretrpeli. Življenjske zgodbe žrtev jo vedno presunejo, tako da jih prepleta s svojimi razmišljanji, polnimi iskrenega razumevanja in sočutja do pripovedovalcev. Objavlja jih v reviji Zaveza, v katero piše nepretrgoma vse od leta 1998, kar je že več kot 20 let. Čuti obvezo, da iz pozabe iztrga zamočane, umorjene, njihova prizadevanja in ideale. Nikoli ne bo pozabila besed pokojnega Justina Stanovnika. Mi, ki smo ostali živi, smo dolžni spregovoriti v njihovem imenu. Svojim neutrudnim delom gospa Vanja Karžan odkriva desetletja zamočano resnico prek osebnih izkušenj pripovedovalcev, kar bralcem omogoča globje razumeti stiske ljudi v takratnem času in bolj objektivno presojati našo preteklost, pa tudi sedanjost. Draga gospa Vanja, iskrena hvala za vaše prizadevno delo. Vabimo vas, da prevzamete Erlichovo priznanje z medaljom. Pred zaključkom današnje slovesnosti se odbor za kapelo mučencev zahvaljuje tudi Alešu Nosetu, skrbnemu zbiratelju vojaških uniform in opreme, ki leto za letom poskrbi za kostumografijo nastopajočih v kulturnem programu. Njegov prispevek je zgled mnogim, kaj pomeni spoštljiv odnos do skupne kulturne dediščine, vključno z ohranjanjem vojaške zgodovine. Aleš, iskrena hvala. Vabimo vas, da prevzamete priznanje odbora za kapelo mučencev. V imenu odbora kapele mučencev en velik poklonaj vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izpeljavi današnje slovesnosti. Storili ste dobro delo. Prisrčno vas vabimo, da se pridružite srečanju pred cerkvijo in se pogovorite ob dobrotah in kapljici domačih gospodinj in gospodarjev. Če koga zanima, lahko stopi do župnišča in si v zavetju sence ogleda, kako poteka njegova obnova. Župnišče je bilo leta 1942 ob partizanskem napadu branik zmage vaških stražarjev in ima zato poleg kulturne tudi zgodovinsko vrednost. Hkrati vas vabimo na nastop mladih iz Argentine, ki nas bodo tokrat obiskali v sredo, 3. julija 2019, zvečer ob 20. uri. Prisrčno vabljeni, pa z Bogom naslednje leto.